Pozdravljeni! Danes si bomo pogledali dva zelo pomembna ekonomska koncepta in to sta ponudba in pa povpraševanje. Pa začnimo s ponudbo. Ponudbo označimo z velikim tiskanim s-jem, kar jo v angleščini pravimo supply. In sicer, kaj je ponudba? Ponudba nam pove količine dobrin, ki so jih ponudniki sposobni in pa pripravljeni ponuditi na določenem trgu, ob določenem času in ob različnih cenah. Koliko bodo dejansko prodali, pa je odvisno od cene, ki jo ima dobrina na trgu. Pa si to poglejmo na grafu. Ne smemo pozabiti označiti koordinatnih osi. To pomeni y-os bomo označili z c kot cena, x-os pa s k kot količina. Funkcija ponudbe je naraščajoča. Evo. Se pravi, kot je razvidno iz tega grafa, bojo ponudniki več ponudili, če je cena dobrine na trgu višja. Ponudili bojo na primer količino 15 čokolad pri ceni na primer 20 evrov. Zato, ker je to čisto logično, ker so v bistvu pripravljeni več ponuditi za višjo ceno. To pomeni, pripravljeni so pa ponuditi manj, na primer 5 čokolad za ceno na primer 3 evrov. Sedaj pa se premaknimo na drugi koncept, to je povpraševanje. To označimo z veliko tiskano črko D, zaradi tega, ker je v angleščini povpraševanje demand. Kaj nam pove povpraševanje? Povpraševanje so v bistvu količine dobrine, ki so jih povpraševalci sposobni in pa pripravljeni kupiti na določenem trgu, ob določenem času in ob različnih cenah. Koliko bodo ljudje kupili, pa je seveda spet odvisno od cene na trgu. Pa si to poglejmo še na grafu. Y-os označimo s c kot cena, x-os pa s k kot količina. Funkcija povpraševanja pa je padajoča. Iz grafa je razvidno, da nižja kot je cena dobrine, bolj jo bomo pripravljeni kupiti. To pomeni, če je cena nižja, na primer 3 evre, bomo pripravljeni kupiti 20 čokolad. Če pa bo cena višja, na primer 10 evrov, pa bomo v bistvu kupili manj čokolad, v našem primeru na primer 5 čokolad. Sedaj pa, ko oboje skupaj združimo, to pomeni, ko pogledamo krivulji povpraševanja in pa ponudbe na enakem trgu, na določenem trgu, ob določenem času, pa dobimo potem ravnotežno ceno in pa količino. To je y-os označimo s ceno, x-os označimo s količino, narišimo krivuljo ponudbe kot S in krivuljo povpraševanja kot D, kjer se sekata, pa imamo ravnotežno količino, tukaj pa ravnotežno ceno, po kateri se bo potem produkt prodal na trgu. Še kaj na hitro, kaj je trg? Trg je ekonomski prostor, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje ter se oblikujejo cene, kot se je oblikovala v našem primeru. Najlepša hvala, to je bilo vse. Če imate kakršnokoli vprašanja, se obrnite na nas tutorje. Sedaj pa, če vam je bil posnetek všeč, všečkajte, šerajte in subscribajte na naš YouTube kanal. Se vidimo v naslednjem posnetku. Adijo!